Drage popotnice, dragi popotniki, lepo pozdravljeni v novi epizodi Popotniškega snepa. Oddajo organizira Popotniško združenje Slovenije v partnerstvu z Mladinskim kulturnim centrom Maribor. Z vami sem moderator Tine Lipič, danes pa ste del prav posebne epizode, ki vas bo popeljala na dolgo, nepozabno pot okoli sveta in na začetku na dveh kolesih. Sam koncept popotništva, kaj človek potrebuje za takšen način življenja in kaj popotništvo prinaša posamezniku in družbi, bosta s pomočjo svojih izkušenj predstavila današnja gosta. To sta humanitarca in mirovnika, izkušena popotnika in svetovljana, Bojana Pevk-Križnar in Tomo Križnar. Tako da dobrodošla in lepo pozdravljena v naši oddaji. Hvala, lepo pozdravljeni. Torej, najprej se bomo podali na dolgo potovanje Toma Križnarja s kolesom okoli sveta, o čemer tudi kasneje napisal knjigo. Bomo pa govorili tudi o vajinih skupnih popotniških izkušnjah, ki ste jih doživela kasneje. Torej, najbolje pa je, da začnemo kar na začetku. Kako sta vidva začela potovati na takšen način? Kako sta se vidva spoznala s popotništvom na začetku? Ženske imajo prednost. No, evo, to mu je že zginil, tako se ponavadi zgodi, ker je voda pusto odprta, ampak ja, jaz sem začela potovati tako, da sem v bistvu, najprej sem bila sam doma, ker me nikamor niso pustili, potem pa sem se nekega dne odločila, da bi rada šla v svet in takrat ni bilo telefonov, rekla staršem, da grem v Grčijo na štop in vem, da se mi je mama smejala in je rekla, saj še niti do Beograda ne boš prišla. In sem šla in me ni bilo en mesec, tako da moje prvo potovanje je bila Grčija na štop in super je bilo. Brez kakšnih javljanj, seveda, ker je bilo nemogoče. Vrnila sem se čez en mesec. Torej, v pristni obliki štoparsko, kot so nekoč popotniki potovali, ko še ni bil tako urejen tudi javni prevoz, da se lahko omogočili takšna potovanja. Kaj pa vi, Tomo, kako ste pa začeli? Tudi jaz sem se najprej posluževal avtoštopa. Prvič, ker študentarija, takrat nismo imeli denarja za avtomobile, drugič pa zato, ker srečaš veliko ljudi in v bistvu komuniciraš ves čas, ne? Za razliko, če se peleš s svojim avtom ali pa tudi makar z biciklom, je to najboljši način spoznavati človeštvo. Ja, jaz seveda pri 19 kaj za pričakovati, od mene je bilo drugega, kot da grem v Amsterdam. Slišal sem, da so tam nage babe v izložbah in so res bile. Pa Amsterdam je bil v 70-ih letih, konec 70-ih let, popek sveta. Tam se je izbirala mladina iz celega sveta in večinoma so bili prav tako avtoštoparji. No? Eni so prihajali iz Indije, iz Avstralije, drugi so odhajali po tej Overland Road čez Azijo na antipode, Down Under. No? In Amsterdam je bil pa tudi srečevališče v Ameriki, takrat ravno prebojenih študentov, pa cele hipe generacije, v bistvu vsi smo prihajali v Amsterdam. No, in tam smo kadili hašiš, jaz sem ga prvič, ampak meni je nekaj manjkalo od samega začetka, tista lažna sreča, tista lažna umama, tisto, da nisi pri sebi, no, tisto se meni zdelo, da je pač ni vredno. Mene je potegnilo naprej po svetu, moja droga je bila zmeraj planet, vesoljna narava in človeštvo in vse, kar je. No. Še danes je tako. Še zdaj živim od navdušenja nad zanimivim svetom in raziskovanjem vsega tega. No. Ne rabim več takih bab, kot imam Bojano. Jaz sem pa skozi oblečena. Tudi naga, jaz sem pa kaj, jo ujamem nago. Zdaj je trenutek, da začnemo torej s predstavitvijo, s fotografijami. Prvo s potovanj, oziroma s potovanja s kolesom okoli sveta, ki ste ga opravili individualno. Tomo, in to so prve fotografije. O tem ste tudi napisali knjigo in če se ne motim, se prične o iskanju ljubezni ali z biciklom okoli sveta. Mogoče kaj več o tem naslovu? 5 knjig sem napisal z ene iste poti, ki je trajala 7 let. Nisem tekmoval sam s sabo, niti z nikomor drugim, da bi čim hitreje prišel skozi. Bicikl mi je bil ponovno način, da se lahko z vsakim človekom ustavim, ker vidijo, da si brez motorja in da ne piješ bencin in da si najbrž žejen, pa tudi utrujen moraš biti,
če uporabiš lastno energijo, in tako so me stalno vabili v goste. No. In takrat sem jaz začel ljubiti človeštvo, ker sem bil tako dobrega deležen. Najprej tista prva pot in knjiga, no, z biciklom čez Azijo do Avstralije, pa potem naprej oziroma nazaj. Vrnil sem se, ker sem dobil otroka v Avstraliji in jasno, mislim, kaj pol, ne. Nekaj moraš poskrbeti za njega, čeprav je bilo to by the way zaljubljenost, ampak je bila pa huda zaljubljenost. In ko sem šel domov povedati moji partnerki in mojemu sinu, da pač pa staršem, mama je znorela, sploh nisem smel povedati, oče je povedal, oče mi je pa razumel, ne, je rekel, jaz sem pa ponosen, da bomo imeli otroka down under, ki pač ve, da smo moški za to na svet, ne, da delamo otroke. In ja, takrat sem se vrnil in sem šel potem nazaj ponovno, da pomagam, da nek sem doma povedal, pač, da bomo se razširili. Sem se vrnil čez Tibet, čez Kitajsko, čez Sovjetsko takratno zvezo z Transsibirsko železnico, od zadnjega kitajskega mesta pod Himalajo z Golmuda sem pa potem kolesaril na streho sveta. In tako je nastala Šabala, bicikl v Tibet, kjer sem bil res ta prvi, ki je povedal, kaj je počela, kaj so Hani, ne? Komunistična partija, Hani, največje ljudstvo na Kitajskem, naredilo z Tibetanci, ki so v bistvu samo molili, pa samo popuzali do svojih templov in v bistvu iskali sožitje z vsem, kar je v lamaizmu, ki je najbolj sočutna religija, če sploh je to religija, no? Če ni prej filozofija vsega človeštva. Nič bolj sočutnega nismo rodili. Glavni bog je Avalokiteshvara, tisti Dalaj Lama je pa reinkarnacija boga sočutja Avalokiteshvare. To je bog sočutja. No? In seveda je mene to toliko pritegnilo, da sem študiral in analiziral in popisal recimo vse te zločine, s katerim so jih soočili Kitajci. To je bilo res, takrat je bila Jugoslavija še komunistična in Kitajska tudi, in takrat vem, da so se v Beogradu pritožili jugoslovanski vladi in so hoteli mojo glavo, kaj se tale gre, ilegalno je šel na streho sveta. Sam sem bil v lasi, ne? Nikogar ni bilo, bila je sicer ena Tajvanka, ampak ker je Kitajka, pač se ni videlo, da se razlikuje, pa bil je en Mongol, ki je imel mamo Kitajko, očeta pa Rusa. In na ta način, no, v bistvu mi trije smo bili priče, edine priče leta 1989 genocida, ki so ga zagrešili Kitajci. 3 milijone ljudi, so pobili. Ne. Takrat se to še ni vedelo, sploh ne na Zahodu, mislim, sploh pa ne v komunističnih državah, ker se je pač to smatralo kot dovoljeno, saj ti ljudje so samo neki kmetje, še umivajo se ne, kosmaco, smrdijo. No, tretja knjiga je bila pa potem o genocidu nad avstralskimi aboričini, po sledeh, kako že samotni sledi, ja, in o genocidu nad Maori na Novi Zelandiji. Jaz sem pač v to padel, jaz pač imam rad ljudi in vse oblike in pojavnosti, sam teh iztrebljevalcev, teh pa seveda ne morem. No. In potem ni čudno, da sem šel naprej okrog sveta čez Pacifik in da sem se ustavil na Tahitiju in francoski Polineziji in tam naletel na isto. Francozi so to še počeli v 70-ih letih, takrat malo kasneje, no, ker sem malo prej, preden sem tja prišel, tako da so delali poskuse z atomskimi bombami, ne, in tam so celi otoki ljudi, so jih prežarčali in na ta način, jih ni bilo nič škoda, kakor prej aboričinov pa Tibetancev. No. No in potem sem nadaljeval pa naprej čez Latinsko Ameriko, v bistvu čez Centralno Ameriko, in seveda se nisem mogel izogniti, da ne pisal, kaj so naredili Evropejci z Indijanci. No. Tako sem že zaznamovan. No, ta 5. knjiga v bistvu z tega potovanja okrog sveta bila pa pot v Nubske gore, kjer sem pa spet popisal to, kar sem doživel, ker sem bil na svoji koži priča
In potem sem začel delati filme, ker je lažje pokazati grozodejstva, kot jih pa opisati. No, in tako je nastala potem še Nuba, Čisti ljudje in dokumentarni film. Kako pa ste bili po teh vaših potovanjih, ko ste videli te grozote, kako ste bili sprejeti s strani lokalne skupnosti? So odprto govorili z vami kot s tujcem o teh kolektivnih travmah, ali ste res rabili čas, da ste se povezali z njimi, da so vam to vse zaupali? Različno, kje pa kako. No, moj oče je bil žrtev iztrebljanja Slovencev. 3 leta je preživel kot partizan pri 19 letih v taborišču smrti Dachau in tudi napisal knjigo z naslovom Ne vdaj se, fant. Ne. On je govoril, on je napisal knjigo, on je hodil po šolah in je prepričeval, da se to ne sme nikoli več zgoditi. No. Čist drugače kot današnji Izraeliti, pa ta Netanjahu, pa ta njihova partija, ki iztreblja pred očmi celega sveta zdaj Palestince v Gazi pa na Zahodnem bregu. No. Govorili so v Tibetu, ker sem bil sam, ker so vse meni povedali, jaz sem to potem jaz sem bil ta prvi, ki je v bistvu knjigo napisal o tem. Kasneje so prišli tudi Avstralci, ki niso hodili izdati moje knjige, ki niso verjeli. Indijanci nočejo govoriti, Indijanci se nas bojijo, Indijanci mislijo, da smo vsi glih, no, nimajo kaj dosti dobrih izkušenj z nami, sploh Centralna Amerika, tam čakajo, da se mi sami med sabo pobijemo, ker jim tudi daje, vse to, kar se zdaj z nami dogaja, vojna v Evropi, pa ta koalicija z Izraeliti, to vse daje njim upanje, da je treba sam počakati, pa se bomo mi že sami potolkali. No. Na otokih Polinezije so tudi govorili, ja, tam sploh na Bora Bori, recimo, tam, ki je zdaj center turizma za cel svet, ker so to začeli turistično prodajati, so se znajdeli. Ne. Res zavisno, neodvisno, tako kot pri nas doma. Nekateri govorijo o zadnji svetovni vojni, drugi pa raj glavo vtikajo v pesek. In če se vrnemo sedaj bolj še na vaše potovanje, prav nekaj fotografij še iz otrinkov z vaših potovanj tukaj, če mogoče lahko kaj več poveste še o tem. Teheran. V Teheran greva, v Iran greva drug mesec. 3-krat sem bil v Iranu in mene pretrese, kaj se dogaja s to prvim imperijem in najstarejšo civilizacijo, skupaj s Kitajsko. To je Perzija, veste, kaj je bila Perzija? Perzija je bila poezija, Perzija je bilo vino, Perzija je bil ples, Perzija je bila ljubezen, ljubili so se tam v tistih gorah, v tistih oazah, čez katere je šla svilena cesta. Poglejte to, kar je še ostalo materialnega danes, poglejte te mošeje, kako so filigransko izdelane. Ne. Ampak seveda, ne, tam je tudi podoben boj za nafto, se pravi za naravne vire, ki je povzročil, no, da so se uprli, da so Američani v bistvu s proksi vojno dosegli prevrat in nastavili šaha, ki je potem zatiral ljudstvo do take mere, da je slej ko prej se moralo zgoditi, kar je iz Pariza, je tržnica, trgovci, perzijski, arijanski trgovci so poklicali nazaj Homeinija, pač mulo, ki je zatrl potem vse, kar je bilo prej ameriškega pa francoskega, in zato tudi zdaj pričakujejo nov napad Evrope in Amerike. No, lahko samo čakamo, kdaj se bo to zgodilo. Zato greva v Iran, da probava, mogoče pa lahko kaj dobrega narediva tudi tam. In tukaj nadaljujemo pot. Najlepši dnevi, to je bilo jesensko kolesarjenje čez Hindukuš, Karakorum, pa Himalajo, gor v tiste gorske prelaze, kjer je šla svilena cesta in so še danes kulture, ki so tako v sožitju z naravo, recimo Hunza, tole je blizu Gilgita, med Čitralom in Gilgitom. Tle še danes recimo živijo ljudje dosti dlje drugje po planetu. Domačini pravijo, da zato, ker uživajo marelice, a ne, žena se ne bo poročila v hišo, kjer ni marelica posajena.
ker verjamejo, da rih marelica je tako čisti organizem, ampak jaz mislim, da je še nekaj drugega tudi. Je njihova posebna vrsta islama, ki ne zatira človeka, ki ga še zelo spodbuja, pa to, da imajo tako harmonizirane odnose, ne samo z Bogom, ampak tudi med seboj, no? In še celo do živali in rastlin. Ne? Jaz mislim, da simbioza podaljša življenje. Konflikt z vsem okrog sebe te pa ubije. To je zelo pomembno sporočilo, še posebej v današnjem svetu, sploh grajenju in vzdrževanja nekih odnosov med ljudmi in naravo. Tudi pogosto povedano oziroma izrabljeno v samem pomenu besede, lahko rečemo, no. Evo še nekaj od vaših utrinkov. Lahko vas vprašam na te točke, so bile kakšne težave s kolesom na poti? Verjetno brez incidenta definitivno ni šlo, ne? Ja, seveda. 16 gum sem znucal, no? 16 gum do Avstralije. Takrat sem še štel, pa naprej, pa ne. Defektov je bilo več 100, seveda, no. Ampak v Šangriliji, veste, kaj je Šangrila? To je tako, kakor v Tibetu rečemo Šambala, ne? To so rajske oaze, kjer bi čisto lahko bila začela Adam pa Eva. No, danes se bolj verjame, da ste začela v Sahari, takrat, ki je bila še zelena, no. Med ljudmi, ki gojijo trans, pa ekstazo, ki živijo ekstatično, recimo, ki mi ne znamo več, ker nam rola vse pamet, nam dela vpliva na naše izkušnje. Je to lažje, je lažje biti srečen, tudi če ima skozi defekte. Zato sem pa šel, no, sej jaz nisem samo iskal vso ljudi, pa templov, pa plaž, pa naravnih znamenitosti, kot so džungle in puščave. Jaz sem tudi iskal sebe, pa v sebi noter brskal, no, in zato lahko rečem, da sem hitro dojel osnovno sporočilo Indije. Indija je sveta dežela. Zakaj? Zato, ker časti Sat Čit Anando. Sat Čit Ananda je radost, je veselje, je mir, je kozmična ekstaza. No, sem tu zašel med skupljaraja že spet, ker pač po let na koles, pa take stegna, pa rit, pa vse, jaz nisem mogel več, meni se je odpeljal, meni se je strgal, no, in tam so me v Bangkoku šele potem prostitutke evropale vsega denarja, ker je bilo tudi dobro za nekaj, saj jaz sem tako vzel, ker zdaj sem bil pa še bolj odprt za ljudi, zdaj pa res nisem mogel biti poln napuha pa oholosti, zdaj sem pa lahko ves čas prežal, kdo me bo povabil, da bom jedel, pa kje bom spal, da me bodo spodil. To so mi omogočile prostitutke. Pa da note mislili, da sem jaz podlegel, da sem jaz legel. Jaz nisem legel, jaz sem stal kot gorenc, strmast gorenc, ki špara z denarjem. Jaz sem rekel, ne dam denarja, grem, dokaj časa bo nič koštal. Sem pa jaz začutil, da bo pa dej pa to koštal, sem pa udrinil, tiste dve punce preč od sebe, sem rekel, zdaj pa hvala lepa, pa se še kaj vidimo. Ena je že držala ves denar, sem ga imel denaren, pa privezan na eno vrvico za pas, skozi me je motilo tistem narobe, sem rekel, drugače moram to nekaj drgati. Jaz sem pazil samo kamero, sem imel na ram, pa pasušno seveda, ampak denar mi nič ni pomenil, mislim, še danes mi nekaj dosti, tako so ga odnesle. V bistvu so tako umetelno speljale, toliko so to kvalitetno naredile, da je meni za zmeraj to ostala izkušnja, zaradi katere zdaj bolj pazim, in zato tudi vam povem, ko boste okoli hodili, veste, ne pustite, da vam kri odpeljejo z možgan v drugo glavo. Morate s to misliti, skozi morate s to misliti. Samo tako ste rekli, to je res pomemben nauk, ampak tudi so ljudje tam prilagojeni, da tako preživijo, verjetno tudi, takrat še posebej. In je to treba tudi verjetno zakup, kak turizem pa sploh danes vpliva na razvoj takšnih držav, ki jih imenujemo države v razvoju. Spet smo tam, ja, res je, če potujete, probajte iti skupaj. Jaz sem bil sam z biciklom in z biciklom spiš noč za nočjo. Res, jaz ne vem, tudi vam to dogaja, to se možgani sfižijo, postanejo kot skuta, ne moreš jih uporabljati, ker te druga glava v bistvu nos po svet.
In tole so posnetki že iz Avstralije, kjer pa je res treščila tista puščica od Amorja v moje srce in jaz v mestu sva bila s prijateljico Gail noseča, no, v mestu. In pa je bilo treba končati, ne. V bistvu, jaz sem prišel v Avstralijo zato, ker sem hotel nekje delati pa denar zaslužiti. Nekaj mi ga je posodil takrat Zvone Širuga, nekaj pa na naši ambasadi konzul v Bangkoku. In to je bilo lik za dosti denarja, no, da sem prispel, to je bilo $200, da sem prispel v Darwin, Avstralija, in tam se je potem zgodil. No. In potem seveda, kar sem že prej govoril, je bila drama, seveda, zmerjali so me doma, da sem neodgovoren, takle devaš, sem pa res tle uživljal, še potem sem se naprej peljal en let kasneje, en let pa pol kasneje, sem še zmeraj vedel, da sem na svet zato, da se ljubim, da mi smo zaradi ljubezni tle, ne zaradi pobijanja pa vojske. Moja generacija je vse to filozofijo spravila v rek, don't make war, make love. Make love, not war. Krajše se ne da povedati. Ne? In če bi tako vsi živeli, človeštvo ne bi izumrlo v vojnah. Zdaj smo pa tik na tem, da se pobijemo. Ker poslušajte poročila iz Irana, iz Rusije, iz Ukrajine, iz Amerike, kakšna norost se je polastila človeštva. To vse zato, ker mislijo z napačno glavo. No. Torej lahko rečemo, da je bilo vaše potovanje to neko romanje k samemu sebi, Jaz nisem nekim temeljnim vrednotam. Ja, tamle vidite, sem okoli obrnen, ne? A vidite, na tiste sliki zraven slike sem okoli obrnen. To je ta prava poza, ne? Glava je bliže zemlji, bistveno je, da sem odkril sebe, meni pravijo Tomo, ampak jaz vem, da nisem Tomo, jaz sem v resnici omot, okoli obrnen Tomo. Jaz sem njih obraten, ker pa bi me vsi radi imeli. Jaz sem omot in tudi v knjigi pišem, jaz sem najdel tistega omota in ta vid svet čist drugač, če ga gledaš z te pozicije in res, me ni bilo do vojakov, pa do JLA, jugoslovanske armade, pa da bi služil nekomu, ki danes služijo, recimo, ti najmočnejši narodi, glavnem, kdo bo zdaj prevladal. Kitajci, Rusi pa Kitajci, a bo mogoče še ostal hegemon Zahod, Amerika pa Evropa. Jaz mislim, da ne bo ostala Amerika pa Evropa najmočnejši na planetu in da se lahko obetamo boljših časov. Huš ne morajo tudi Kitajci pa Rus delati z staroselci, kot pa smo mi delali. In to je res, vam povem, jaz sem to preštudiral zgodovine vseh iztrebnih ljudstv. Ekspanzija Evrope v novi svet je vzela vsaj 50 milijonov staroselskih ljudi. In zdaj se ti, ki so preživeli, organizirajo in se pripravljajo na spopad z nami, na končno rešitev vprašanje belega človeka in njegove nore pameti. To, da živimo za denar, nobena žival tega ne dela, a je tako? To, da ne živimo za sat čitanando, za radost, za ekstatičnost, za trans, mi bi morali biti v nekem drugem transu, kot smo pa zdaj. In to sem videl na Kitajskem, takrat, ko sem potoval v Tibet. Mislim, to je opasno. Zdaj ste govorili o tem hegemoničnem diskurzu, Tibetanci, a veste, Tibetanci so široka srca, gor na planoti na 5000 metrov rabaš velike pljuča. In to vse vpliva na to, da so sprejeli budizem in to najčistejši in tisti, ki je Mahajana budizem, ki sem že prej omenil, v Hinajana, ki je na Tajskem, pa tam v vzhodni Aziji, se človek trudi, da bi doživel nirvano, se pravi odrešitev za samega sebe. V Mahajana budizmu moraš pa pomagati. Mahajana budizem, ko ti doživiš tisto razsvetljenje, ko ti razumeš, kdo si, kaj je to okrog tebe, se potem vrneš še drugim pomagati v odrešitev, v razsvetlitev. Iz te teme, iz te votline Platonove, v kateri večinoma bivamo med kostmi naše lobanje. Torej, te zaslepljenosti, oziroma govorimo o kolektivizmu in teh odnosih, ki so pomembni. Prej ste tudi omenili ta hegemonični diskurs.
nadvlade, še posebej mi ponovadi omenjamo kot Zahod, ne, ideološko in kulturno poskuša nadvladati ta staroselska ljudstva, ki jih predstavlja kot neke plemenite divjake, ne, kot ste tudi sami velikokrat izpostavili, ne, v intervjujih, in se pač znašajo nad lokalnimi skupnosti že od nekdaj. Tukaj še pa nekaj fotografij, lahko rečemo z Himalaje, Nepala. Tibet, ja. To je že za Avstralije potem nazaj, ja. V Tibetu sem ostal, dokler me Kitajci niso izgnali, nič hudega me niso naredili, samo ukazali so, da moram drug dan izginiti in enostavno sem dal bicikel na avion in sem se odpeljal in se vrnil nazaj v Avstralijo. To je bilo vse takrat, ko sem šel domov povedati, da bomo dobili otroka in da me vidite spet nazaj v Avstraliji. Ja, obljubljena dežela, res moja druga Slovenija. To so že slike, pa potem naprej, ja, ker sem se dokončno z biciklom vrnil nazaj okrog sveta, slike iz Gvatemale, Mehike, dol do Paname. Tam sem prenehal, ker je naprej Darien področje, se pravi med Panamo pa med Kolumbijo je eno nevarno področje, ki je bilo takrat malarično in so ga obiskovali samo tihotapci. Danes pa grejo vse te karavane beguncev iz Južne Amerike čez, in ker je to postal posel, šmugljanje beguncev, bi se danes že dali tudi z biciklom tam čez. Ja. In še nekaj fotografij. Itak sem videl Južno Ameriko že enkrat prej z motorjem. Takrat sem delal diplomo iz ekonomskih odnosov med Jugoslavijo pa Južno Ameriko. Takrat v bistvu sem videl večino Latinske Amerike, zato sem potem šel v Afriko, ker mi je Afrika bila, že prej večkrat, sem bil moja mama, tam je tista moja mama, ki jaz nikoli nisem imel, pa jo najbrž iščem, tista ljubezen, ki jo čutiš pri afriških mamah, je v Evropi zelo redka. In to so posnetki v bistvu še od prej nazaj, tam mislim, da je bilo 79. leta, ja. 79. leta, ko sem prvič prišel v Nubske gore, peš, kupil sem osla, pa 2 koze, pa 4 kokoši, pa žakelj prosa, pa sladkorja, pa soli. In potem sem šel k tistim goram, tam zadaj so Arabci govorili, da so divjaki, da so še nagi in pazi, ne tja hoditi, če sem usmejal, ki je nahtel kar ustrelil, zdaj imajo puške. No in seveda me to še posebej zanimalo, kakšni so ti divjaki, to sem nekaj prebral že v knjigah, ampak ko sem prišel tja, bilo to čisto nekaj drugega, kot so jih opisovali kolonialisti, recimo iz Evrope, ali pa iz Arabije, ali pa Turki, ali pa Rusi. Jaz sem naletel na najbolj zadovoljne, z najmanj materialnih posesti soljudi, kateri so se potem zaupal za vajenca. Jaz sem bil vajenc leta 1979, predno sem šel k vojakom, sem bil 4 mesece vajenc pri lokalnem poglavarju in njegovem kudžurju, to je bil kakor duhovni vodja, ki mi je razlagal, kako vidijo svet, kako vidijo sebe, kako vidijo vesoljno naravo, kaj je za početi za časa svojega življenja, se pravi osnovno etiko, pa tudi kam gremo. Nube ne gredo kamor. Nube se rodijo nazaj, tako kot se rodi listje spomladi na drevesu. Se pravi, čisto druga predstava smrti in pa tudi seveda druga predstava življenja. Njim se nikamor ni mudil, celo zgodovino niso kamor bezlali, nobenih vojen se niso šli, nič niso osvajali ostalih kontinentov, ampak če kakšna vojska prišla, so se umaknili gor na vrh hribov in tam gor so preživeli kot v nekakšnih naravnih trdnjavah. In to je tisto, kar v Evropi ni nikoli bilo. Tudi mi Slovenci smo pred Turki bežali na vrh gora, ampak kasneje smo prišli dol, smo se okužili s drugimi civilizacijami, ki so nas potem vzeli s seboj
kot janičarje usvajati Latinsko Ameriko pa Afriko, šli smo z misionarji, šli smo z plačanci, no. Vam, ki so pozabljeni živeli tako daleč gor sami, pa ni bilo treba. No, zato sem jaz le najdel v bistvu minuli svet, ki ga nikjer več na planetu ni. Ne v Južni Ameriki, ne v Aziji, ne na otokih Pacifika, nisem najdel staroseljcev, ki bi bili še tako zelo staroseljski, se pravi drugačni od nas, a ne, po kognitivni revoluciji. Potem, ko smo začeli kmetovati, pa delati ločitve med našo vasjo pa divjino, pa smo si morali narediti okope, da nam drugi niso pobrali kašče, pa so se pojavile podgane, pa prinesle bolezni v naših kaščah in počasi smo postali to, kar smo, plenilci, usvajalci, mi rabimo usvajati, nam ni nikoli zadost. Bolezen, ki zdaj pelje morda v propad cele te vrste ljudi, s katere jaz izhajam. Tle pa ne, ti pa ne bodo izumrli. Čeprav jih vsi napadajo, ker imajo tam nafto, imajo minerale, imajo vodo in dobro zemljo. No. In zdaj se selimo torej, v Afriko, tako kot se zdaj govorimo, torej v Demokratično republiko Kongo. In tukaj boste pa pač predstavila vajine potovanje, skupno, ki ste ga že torej oba. Jana besedo, ker smo šla zaradi Janine želje v Kongo. Ja, moram povedati, da mene so že čist na začetku, sam čez mejo sem stopila v kradelj, čeprav sem vedela, da kradejo in sem ves čas gledala nazaj, tako da še danes ne vem, kako se je to zgodilo, ves čas sem gledala, da ne bi kdo za mano hodil, ampak ko sva prišla do v bistvu ene koče, kjer sva nekaj pojedla, so prišli in so me začeli spraševati, če jim lahko dam dokument. In se mi je zdelo čudno, zakaj sam mene sprašujejo, Tomota pa ne. In potem sva tudi rekla, da bova potem, ko bova končala s prehranjevanjem, da bova pa dala dokumente oziroma da bom jaz dala. No, ampak ker niso mogli dočakati, so mi jih malo pokazali mojo torbico, tako so mahali pred mano in so rekli, je tole vaše in pač ja, je bilo moje. Na srečo sem imela od zadaj v predalu pa sam take dokumente, ki niso bili pomembni. In potem tudi v bistvu ja, so hoteli denar za to, ampak niso dobili nič. No. In zanimivo je bilo, da so mi potem še, mislim, da po 3 letih so me našli na Facebooku in so mi na Facebook fotografije dokumentov poslali, res so bile pa kartice te humanitarne in tako in oni so mislili, da je verjetno kakšna bančna ali karkoli, ko jo jaz rabim. No in so mi poslali, da če plačam, lahko pa dobim to nazaj, da so to našli. No. Tako da ja, to je bilo prvo srečanje s Kongom. Drugače imam pa od tukaj zelo take bridke spomine, sploh zaradi tega, ker sva v bistvu obiskala rudnik koltana in tam so otroci, ki so delali so zato, da so pomagali svoji družini, da bi zaslužili koltan, verjetno veste, to je ta kamen oziroma mineral, ki jih imamo v računalnikih, da so lažji. No in otroci so tam delali zato, da bi zaslužili za en obrok na dan hrane, ampak kakor sva lahko videla, tudi tega niso dobili. Skratka, tudi tega obroka hrane ne, ker so prihajali s helikopterji, ta koltan odpeljali, njim pustili eno miloščino, seveda oni pa zaslužili zelo veliko. Bila sva tudi v tej vasi, najprej nama niso dovolili fotografirati, ampak sva se potem nekako izborila, ne vem, to nama vedno rada, da prideva povsod, kamor hočeva. Sva pa potem v tej vasi spala in tudi tega ne bom nikoli pozabila, kako je sredi noči začel pokati, streljati in jaz sam vem, da sem rekla, Tomu, kam beživa, pod streho ali kam, skratka, prišli so, to ni bilo nič neobičajnega, ker se to dogaja ves čas, sva potem izvedela, prišli so po ta koltan, ker če so slučajno dobili kakšne informacije, da je kje več koltana, so v to družino prišli, jih tudi postreljali, vzeli koltan in zbežali. Tako da, to je bila ena stvar, no, da me je zelo prizadel, pač ko sem videla, kako ti otroci delajo in kako so lačni in ne dobijo za jesti.
Druga stvar je pa, da so k nama hodile ženske, ena za drugo in pripovedovale, kakšne grozote se jim dogajajo, kako jih posiljujejo, kako v bistvu jih potem celo zažgejo s plastiko po obrazu, po splovilih, samo zato, da jih toliko prestrašijo, da ne bi tega poročale. Nama so takrat kar nekaj zgodb tudi povedale, pač nekatere so se opogumile že čisto iznakažene in so rekle, da nimajo kaj izgubiti, ker v bistvu so že vse izgubljene. Vem, da je pripovedovala takrat, da je bilo najbolj grozen, da je slišala otroka, ki je vpil, in da je ona bila v stanovanju, ta otrok je bil na igrišču, na polju, ki je bilo vse povezan, in da je potem pred njenimi očmi so v bistvu posilili to majhno punčko. Skratka, na Kongo nimam prav nič lepih spominov. No. Torej res take grozote, ki ste jih spoznali, so pa skoraj neopisljivo, no, mislim, grozota. Vidno te fotografije, da ste res se nekako zlili s skupnostjo, no, da ste vseeno sprejeli med sebe, pa da vam dejansko delili z vami kaj takšnega, ne, da so se opogumile. To je verjetno nepredstavljivo. Ko mi gledamo te fotografije, si ne predstavljamo, kaj vse v ozadju se dogaja, in vi, kot tudi, da ste izkusili takšen napad in kakšno stanje dejansko je, da otroci delajo, to je nekaj, kar se pogosto omenja, vendar se mi zdi, da ne razumemo globine tega, te, mislim, resnosti, no, in da to ni dejansko samo filmsko, ampak da se to dejansko še danes odvija. Ja, jaz mislim, da največja napaka nas ljudi je, da v bistvu ne moramo biti, da ne moramo čutiti drugega, da imamo zelo majhne te kapacitete, da če ti nekdo nekaj pripoveduje, ti si pač predstavljaš po svoje. In ne vem, če zdaj kle pripovedujemo o tem, kaj se dogaja, je čisto drugače, kot če to doživiš na svoji lastni koži, in se mi zdi, da zaradi tega tudi človeštvo izgublja. Mi dva imava to srečo, ali pa nesrečo, saj ne vem, da sva zelo veliko s temi ljudmi, ampak tudi sama sebe najdeva, da v bistvu prenašava to evropsko pamet, ja, pa hočeva nekaj spremeniti, pa potem vidiva, da čisto drugače stvari delujejo. In mislim, da največje napake teh, ki potujejo, so ravno to, da so superiorni nad temi ljudmi, da se z njimi ne spojijo, da niso del njih. Jaz ne vem, tudi, ko sva potvala in hodila peš tako kot oni, šele ko sem imela na podplatu, ne vem, tak žulj, da mi je že skoraj skozi čevlje gledal, sem razumela, kaj to pomeni, če ni avtomobilov, če ni koles, če ni motorjev, če moraš vse peš prehoditi. Kaj pa vaju torej navdihuje, da ne obupate v tem, oziroma da vas to ne zlomi na nek način? Ja, sej zlom te, ampak zdaj najslabše, da glavo v pesek moliš, pa nič ne narediš, pa se sam sebi smiliš, da si zlomljen. Vedno poskušava nekaj reševati, pa tudi če enega samega človeka, seveda so apetiti dosti večji, pa bi rada pomagala vsem, ampak upava, da se to bo kdaj zgodilo, da se bo skotalil kamen in za njim še številni drugi, ki bodo pač pomagali, ampak zdaj delava to, kar je v najni moči, prepričujeva vse mogoče ljudi okrog sebe, pa je tako, da tudi, ja, najbolj preprosti so že prepričani in bolj razumejo kot tisti, ki pa imajo kakšno moč ali pa odgovornost. Ampak ja, tudi na tem področju se kdaj najde svetla točka, pa se kaj premakne. No. Tako da mogoče pol, ko bomo prišli v Nubske gore, bova tam kaj več izkušenj povedala tudi o tem, kaj vse se je že premaknilo. Jaz lahko sam še politično stran povem pri Kongu. Kongo so evropski vladarji podelili belgijskemu kralju Leopoldu II. Na berlinski konferenci leta 1894 za privat osebno posest.
ker je trdil, da bo naredil največjo humanitarno akcijo v zgodovini človeštva in bo Kongožane, v srcu Afrike, v največjem kotlu ob reki Kongo, po kristjanu in iz njih naredil delavce, ki bodo pomagali, da bodo zgradili šole, pa cerkve, pa ceste in naredili tovarne in da bodo prišli v naš svet. No, ni bilo 10 let te privat kolonije belgijskega kralja Leopolda, ko so 4 aktivisti, eden je bil zaposlen v Antwerpnu v pristanišču in je opazil, da iz Konga samo prihaja. Prihajal je kavčuk, prihajale so slonovi oklji, prihajalo je zlato. Zelo malo gre pa dol, še so samo puške, pa alkohol, pa šunka. Z njimi so podkupili lokalne poglavarje, šunko namreč, da so bili žejni in potem so rabili whisky, da se razmoč, da se lažje prebavil tista šunka. In tako so jih vse po vrst zasvojili z alkoholom, če se pa niso pustili, so jih pa postrelili. 10 milijonov je vzela gonja za kavčukom, ki ga je rabila avtomobilska industrija tam v začetku 20. stoletja. 10 milijonov, polovico Konga je bilo pobitih. To danes lahko vidite v muzeju v Bruslu, to ni nobena več skrivnost. Tisti 4 aktivisti so takrat vsi gadno končali, zaradi tega, ker so jih imperij vračal darce, so jih polovili, potem pa obtožili enega, da je homoseksualc, enega, da je delal z Nemci med drugo svetovno vojno. V glavnem vsi so končali tako, kot ni prav. Najbolj so pa seveda nastradali, pa še enkrat pravim, domačini, ki so jim roke sekali, če niso zadosti nabrali kavčuka. In stojali so posebni lovci na ljudi, ki so morali za vsak patron prinesti nazaj eno odsekano roko, in ker je otroka lažje ujeti, so bile tiste roke mečkane in to danes lahko vidite gor v muzeju. To bivša poletna rezidenca belgijskega kralja pri Bruslu. Dolgo je trajalo, da so Belgijci to prebavili, pa da so to uradno priznali. Vse se je začelo za nas, za mojo generacijo, za knjigo Adama Hochschilda King Leopold Goes. Ta knjiga je bila dolgo zasmehovana, da to nikoli ni bilo res, da to nikoli ni bilo res. Belgija je to sprejela in Evropska unija zaseduje v parkih tam med tistimi palačami. To je bilo vse zgrajeno s tem nakradenim Kongom na truplih domačinov. Polovico Konga so takrat pobili. Zdaj le v zadnji vojni v Kongu, ki teče 15 let, pa še 10 milijonov. Torej, zakaj? Kako je to mogoče? Ja, spet še naprej se tepejo za minerale, zdaj je to koltan, pa kobalt, ki jih rabimo za naše računalnike, za kamere, za telefone, za umetno inteligenco. Pa vidite, ni poročil. Kako to, da ni poročil iz Konga? Ja, zato, ker nočemo vedeti. Nočemo vedeti, da so to krvavi telefoni, nočemo vedeti, da so to krvavi računalniki, nočemo vedeti, da je to krvava umetna pamet. In zdaj seveda, dokler se ne bomo vsi seznanili s tem, do te zadnjega nevedneža v Sloveniji, do te zadnjega preprostega človeka tamle v šumih, tam v velikih mestih Evrope, do te zadnjega pijanca se moramo to zavedati, do te zadnjega zanemarjenega vaškega postopača, ne bo drugač. Nočemo vedeti resnice, zato imamo midva tudi težave, recimo vse to povedati, zato se vam zahvaljujeva za to priložnost. Jaz vem, da bi mi rad videli sebe kot junake, ki smo širili demokracijo, pa človeške pravice, pa Rdeč križ, humanitarno pomoč. To so samo drobtince z naše mize, kjer smo se mastili vso zgodovino. To je treba zdaj prežvečati, prebaviti, pa se soočiti in potem reči nikoli več. Zdaj je zadnji čas, da prosimo za oproščenje. V Afriki in Ube so mi letos prvič povedali, da je že prepozen za opravičilo. Par dni sem bil za to depresiven. Sam pa sem še enkrat šel se pogovarjati s človekom in je ta povedal, da v bistvu prepozno je samo še za opravičevanje, zdaj treba nekaj narediti, najprej je pa treba nehati. Vse te pogodbe, ki so
sklenjene z globalnim jugom, so v glavnem v korist nas v razvitem delu sveta, domačinom pa še celo v škodo, ker podpirajo lokalne elite, ki imajo največ od teh poslov, ki preprečujejo, da bi se lahko ljudstva naravno razvijala. Zato je Afrika lačna pa v vojnah. Te vojne je mi delamo. Zato, ker poslujemo po pravilu ubij sužnja sužnjem. Tam se kregata 2/3 dobiček ima. Rimljani so rekli, deli in vladaj, skregaj ljudi in potem se množice med sabo tepejo, tako kot je v Ukrajini pa Rusiji, drugi pa vlečejo korist od tega. Torej, kolonializem še vedno poteka na svoj način, lahko rečemo iz tega. In zdaj se selimo še v Južni Sudan, in to so torej ljudstva, ki ste jih obiskala, in te prve fotografije še iz Južnega Sudana. Ja, tudi Bojana, ta prava. Ja. Sej ne vem, v bistvu tukaj je bilo to, ko sem dobila ta žulj, zato ker tista vel, ko sem rekla na podplatu, zato ker sem po vsej sili hotela priti čist do zadnjih teh 3 plemen, ene, kot ste napisali, so Topoze, Turkane in Ngatom. No in te Ngatom so bile čist na koncu, imela sva zelo malo časa in vem, da sva bila tam za novo leto, in da sem jaz želela prav še zvečer hoditi, sam da bi lahko tudi ta ljudstva, ki jih zdaj vidimo, srečala. Meni v bistvu tako, ko sva začela skupaj s Tomom hoditi v Afriko, me je presenetilo to, ali pa mi je bilo najlepše to, kako te ljudje sprejmejo. Bolj, ko so preprosti, lepši sprejem doživiš, bolj se čutiš, bolj začutiš, odkot prihajaš, da si res prišel iz mame zemlje in da se boš v mamo zemljo povrnil. Zato, ker še tako živijo, kamena doba, solidarnost drug za drugega. No, to je pa Bishop Taban. Mi smo med potjo, ko smo šli k njemu, ko smo šli njega obiskati, smo potovali z enim džipom, z domačini, in ta džip se je že po nekaj urah v bistvu zagozdil v eni rečni strugi, ki je bila še blatna, in nismo mogli ven iz tistega blata, tako da midva sva bila brez hrane, brez vode, in to so 4 dni iz te rečne struge ven kopali. Tako da na koncu so nama prekuhavali vodo, luže, ker drugega ni bilo za piti, ampak zdaj to prepovedujem zato, ker takrat, ko nečesa nimaš, začutiš, koliko je to vredno. Tako da vedno, ko se vrneva nazaj, še toliko bolj cenva, da iz naših pip preteče voda, pa da je toliko čista, da jo lahko pijemo, ker tam je bila res žeja tista, ta prava. Začela sem pa to prepovedovati zato, ker ko je seveda tale Bishop Taban, ki je žal že pokojni, izvedel, da prihajava, da smo tam se zataknili, je prišel nasprot in ko naj jo je zagledal, nama je prinesel piškote, pečene na skalah, tiste piškoti so bili najslajši, in rekel je, a s temle si ti poročena, no, zdaj ti bom pa nekaj povedal. Zdaj si srečuješ najbolj ne, ni rekel neumnega, ampak najbolj nenavadnega ali posebnega ali zmešanega, ne norga, najbolj norga škofa, ti si se pa tudi z najbolj norim človekom poročila. To je, pardon, sem prekinil. To je svetnik, tale škof je svetnik. Njega so preganjali med državljansko vojno, ki je vzela 2 milijona ljudi v Južnem Sudanu. Vsi, enkrat redna vojska, pa oblast v Kartumu, muslimanska bratovščina, drugič pa uporniki proti tej oblasti, se pravi Sudan People Liberation Army, se pravi borci za pravice staroselcev v Južnem Sudanu.
Vsi so ga zapirali, no? In vsi so ga skušali ubiti, ne? Ampak ona nam je z tega razvil travme, kot so jih razvili v Kongu. Ljudje v Kongu so traumatizirani, pa nimajo enega psihiatra. Ne? In on najdu psihiatra pri Jezusu, pri njegovem trpljenju. On je najdu Boga, on je teolog, no? In je najbolj kristjan, kar jih poznam, kar sem jih poznal. Je šel, ne? Pa še drugi so tudi že šli, ki jih poznam iz te inačice katolištva, ki pravijo teologija osvoboditve. To se je začelo v Latinski Ameriki, tam so se mladi župniki, ko so študirali v Rimu, zaobljubili, da ne bodo živeli za luksus, pa za prestiž, pa za zlate prstane, ampak bodo Indijancem pomagali. Bomo šli k najbolj iztrebljenim, najbolj izobčenim. To je poslanstvo, to bi Jezus naredil. No, in on je tak škof tukaj v Afriki. Pa še nekaj več jih je v Afriki takih. Tak je bil Danilo Lisjak, ki smo ga v začetku aprila pokopali. Maja smo ga pokopali. Danilo Lisjak iz Ugande, slovenski misionar. Tak je Stane Kirin na Madagaskarju, ki je šel potem, ko sva dvakrat obiskala Nubske gore, pa pripeljala pomoč za te zadnjega misionarja, prej bil pa direktor slovenskega Karitasa, potem pa še celo slovenske misijonske postaje v Ljubljani. Zdaj pa tam od začetka praska, prvo šolo je naredil, prve zdravila je prinesel. A veste, to je tisto, ki navdihuje, to je tisto, ki vidiš, da se da smisel najdeti v življenju, da se da osmisliti svoje bivanje tle. Da se moraš sicer nekaj časa spraševati, odkot sprašil, pa kam ti je pot, pa kaj je tle za početi, te čas vredno, to sigurno ni presiravanje. Lepo vas prosim, to sigurno niso jagati kurbe, ali pa se zapijati, ali pa se drogirati, ali pa vojne podpirati. To absolutno narobe, to vsak od teh misionarjev ve. Tukaj sva bila pa pri eni maši in sicer jaz se tudi tukaj spomnim, kako so mi sandali ostajali v blatu, ker je pač dežval in je bilo zelo težko se sploh premikati, ampak ljudi sva pa našla v bistvu pod enim drevesom, bil je tam en križ, narejen iz vej in tako lepo so peli, da po moje je tako, ko greš v nebesa. Res tak, bolj kaj je dežval, bolj so peli in lepše je bilo. Tako da to mi tudi skozi zvanja v ušesih. Na tej točki bi vas vprašal, pogosto vidimo te številne popotnike, ki zahajajo, pa te ljudstve na nek način preko svojih dokumentarcev popisujejo, na kratko se z njimi sestanejo, oziroma spostavijo stik. Kakšne pa so bile vajne naveze z otroci? Vseeno ste se nek stik ustvarili z njimi in koliko ste jih zapustili, je bilo to težko? Mislim, vseeno, kako ste videli to doživela, stik z otroci, sploh teh ljudstev? V bistvu z vsakim človekom je težko jih zapustiti, potem, ko jih enkrat poznaš ali pa, ko ti podajo roko, ne samo otroke. Zato, ker opazuješ, kako živijo in jaz osebno lahko rečem, da meni je tako zelo zanimivo mi je opazovati otroke, ker vidim, kako se učijo, kako srkajo ta svoja znanja, kako jim je v bistvu samoumevno, da bodo opazovali svoje starše, da bodo potem znali ali zavreti vodo ali zakuriti ogenj. Šole so tako, jih je zelo malo, in tam se učijo tistih osnov. Po drugi strani mi je pa mogoče še bolj zanimivo pa opazovati starejše ljudi, ker se mi zdi, da vsaka njihova guba pripoveduje svojo zgodbo. Tako da, ne vem, so kot ene, glede na to, da nimajo tam knjig, da nimajo ničesar, so kot ene take brljive knjige njihovi obrazi, in potem ne nazadnje pa te krepki, čvrsti, mladi ljudje, ki s svojimi telesi kažejo, kako človek ne potrebuje vseh teh trgovin, ki jih imamo, 1000 in enega jogurta, napumpane umetne zelenjave. Imajo sorghum, to je v bistvu ena vrsta žitarice,
ki so jo že naše stare mame imele, predvsem zato, da so iz te žitarice delale sirkove metle, pa tudi kakšen močnik so si skuhale. No, in če je 90% to njihova prehrana, pa se lahko sam čudimo, kako lahko iz te prehrane vse te beljakovine, vse, kar potrebujejo, dobijo, da imajo take lepa telesa. Seveda ni nobenega celulita, nič koža ne visi, ker nima od ničesar, ne. Skratka, tako da ne bi mogla reči, da so samo otroci tisti, ki jih občudujem jaz. Vse, v bistvu. Še nekaj fotografij. Ja, a bom še to povedala? Srčke povej, tvoja akcija srčke. Ja, sončki. Ampak bom najprej povedala ona zgornja fotografija, ki je tamle s temi kočami njihovimi, no. Ponavadi midva že v Sloveniji, ko sva enkrat na leto greva na post in sam v bistvu 10 dni pijeva samo vodo, zato da se privajava na to, kako bo takrat, ko bova lačna, da ne bova takrat paničarila. In ponavadi si na teh potovanjih lačen, ne zato, ker ti ne bi dali jesti, ampak vse bi ti dali, tudi če bi bili sami lačni, ampak zato, ker ti vest ne da, ne, da bi zdaj tam ti se basal, oni bili pa lačni, tako da večji del si lačen. In vedno se jaz, kadar sem v Nubskih gorah, pa tudi če niso take koče, ko jih vidimo na teh fotografijah, spomnim, ko sem tam, kako bo fajn, ko bom prišla nazaj in bom te marelarce lahko nabrala na naših pobočjih, to so te gobe, ne, ki jih pol spohaš in te koče me spominjajo na te gobe, no, vedno, tako da. Ja, pa še o akciji, ki smo jih imeli, v bistvu poučujem na osnovni šoli 8 talcev Logatec, razredni pouk, to so otroci od 6 pa do 9 let stari. In vedno, ko gledamo skupaj te fotografije, ko se pogovarjamo o ljudeh in o njihovih sovrstnikih, dobijo kakšno idejo, vsako leto drugačno, kako bi njim pomagali. In eno leto so rekli učiteljice, kaj pa, če bi jim naredili kakšne obeske. In potem je ideja dozorela do te stopnje, da smo delali iz gline sončke in da smo jih prepolovili in smo na te sončke napisali številke in potem so otroci staršem in ko smo imeli sejem novoletno božični, so prodajali te sončke in so lahko ljudje to kupovali, no. In ideja je bila, da se bodo mogoče nekoč našli, ker so imeli pač vsaka polovička imela isto številko in ko sva midva te sončke talala, sva potem fotografirala otroke in tudi nazaj prinesla in dala tem ljudem, ki so to kupili fotografijo in seveda v upanju, da se nekoč srečajo in se ta dva sončka združita, no. To je bila tako ena taka simbolična povezava med tem svetom in svetom tam. Živimo pod istim svetom, istim soncem. Ja, naslov je. Eno sonce je, Živimo ena ljubezen je. Ali pa nasmeh je pod istim soncem za vse enak. Ne bi bil za vse enak. Zelo, zelo lepa zgodba, ki še pač traja, ne, in vzpostavlja to povezavo med pač različnimi nami in njimi, ne, oziroma nočem deliti, ampak na tak način še povezujemo odnose. In tu še par fotografij, ki smo sedaj proti koncu. No, z moje strani jaz lahko dodam, da ne bomo pozabili povedati, da je pol Turkan na kenijski strani, pol pa na Republiki Južni Sudan in da je kenijska vlada pošiljala cisterne z šnopsem, ki so ga kuhali z najcenejše surovine, to je človeško blato v slumih Nairobija, čez celo Kenijo, tako gor na mejo, in tam so jih potem te domačine upijanjali, in jih navajali na alkohol, domačine, ki niso navajeni na alkohol, ker niso nikoli alkohola poznali in nimajo encima za alkohol prebaviti, ker so pivci mleka, nomadski pastirji pasijo krave in pijejo mleko in živalski urin in tudi kri mešajo zraven in je to boljše kot Coca-Cola. Ampak če pa dobijo tam 60% špiric,
kar v lavorje so jim ga tankali, ne, zadaj v cisterno so odprli, to so bile tiste cisterne, ki gnojenco drugače vozijo, odprli so jim ventile in ljudje so hiteli z vseh koncev in v škafe, pa v sodove, pa v flaše tankali ta šnops in potem so šli domov, ne, in potem so se napili in potem so se zjutraj zbudili pri napačnih ženah, a pa žene pri napačnih možeh in prvo, kar je, ker so vsi oboroženi, so zagrabili puško, pa so se streljali. Jaz sem to odkril leta 2000, no? In se potem vrnil 2001, 2002, 2003, z Bojano smo bila tam pa 2015. A ne? No, ogromno domačinov je manjkalo. A ne? To je tudi skriti, prikriti genocid, ki ga je izvajala kenijska vlada ali pa nekateri v kenijski vladi, no, jaz ne vem, je predsednik to vedel, ampak takrat ni to oben vedel. Jaz sem bil prvi, ki sem potem to v Belodanu in smo prišla 2015, sva srečala tiste preživele in sva zvedela pač, da tega ne delajo več, razen v trikotniku Ilemi, to je pa no man's land, dežela brez lastnikov, ne Republika Južni Sudan, ne Etiopija in ne Kenija, si ne lastijo ene take tamponske cone, no, in da tam se pa to še zmeraj naprej dogaja. No. Tle, v Turkani, v Keniji in v Republiki Južni Sudan so v bistvu že vse povsod napeljane ceste, tam pa ni. Sem marširal tam leta 2003, tam so bili levi, tam so bili banditi iz vseh okoliških dežel, ker samo tam so se lahko skrivali pred roko pravice in tam so bili bojeviti Turkane, bojeviti topoze in v eni taki priložnosti sem tudi najdel človeške kosti, otroške kosti in zvedel, da iz SPLA, Republike Južni Sudan, se pravi uporniško gibanje, je novačilo otroke teh nomadov za svojo vojsko, s katero se je borilo proti arabski, sudanski oblasti na severu. In takrat sem šel peš čez to mejo v Etiopijo povedati enemu pastorju, ki je prej deloval na področju Turkana in topoze v Republiki Južni Sudan, kaj dogaja. In seveda bil sem brez dovoljenja za prečkanje meje, bil sem brez vize in takrat so me ujeli in potem za 3 mesece dali v federalni zapor v Adis Ababi, od koder me je rešil naš slovenski konzul iz Kaira. Ampak tudi to je bilo za nekaj dobro, ker tam sem jaz šele zvedel od tistih ljudi, kva vse se pa v Etiopiji dogaja. No, Etiopija je tudi zdaj v vojni ponovno, ravno zaradi teh podobnih politik, ki jih je peljala kenijska vlada, pa zdaj Republika Južni Sudan počne podobno, namreč staroselce ubijamo, mar ne, ne? No, zato se mi dva najbolj prizadevava, da se to zve, kaj se dogaja s staroselci, ker v bistvu smo mi vsi staroselci. Mi smo vsi tle rojeni na planetu Zemlja. Sam te različne civilizacije imajo skupno to, da mi mislimo, da smo nekaj več zaradi tega, ker imamo tehnologijo, ker imamo zdaj umetno inteligenco in da tisti, ki nima umetne inteligence, namreč z naravno pametjo in kamor ne bo prišel. To ni res, lih obraten je res. Človek je enkraten ravno zaradi te naravne, kmečke, staroselske, nomadske pameti. No? In to je treba ohraniti za vsako ceno. Če ne bomo roboti in veste, kaj bo v vojni robotov ostalo od človeštva na zemlji. Vse narava se v nazaj oplemenitila pa požlahtila brez nas. A ni škoda, po tolikih tisočletjih recimo kultur in toliko civilizacij, recimo, da zapademo v eno tako iztrebovalno kulturo, po kateri bodo nekateri verjeli, da bodo ostali mi first, Amerika first, Evropa first, Izrael first, Ukrajina first, Rusija first. Prosim vas, zanimajte se, kaj se dogaja okrog nas. Ne neham, ker nima smisla sam to govoriti.
In s tem prihajamo do konca prve epizode. Pojavilo se že tudi vprašanje strani publike, ki ga bom sedaj prebral. Te jo zanima, kako ste se sporozumevali s pripadniki teh ljudstev oziroma s temi ljudstvi? To je vprašanje za na konec. Se ni težko, ker v bistvu najdeš tudi ljudi, ki znajo angleško, ampak saj se čutiš, a ne, in ko nekaj časa z njimi živiš, tudi to njihovo mimiko začneš razumeti in večina ti kažejo z rokami, če se ne razumeš, te primejo za roko, te peljajo, ti pokažejo. Tako da najpogosteje je govorica telesa tista, ki nas povezuje. Bojana skrbi za komunikacijo z moškimi, jaz sem z ženskami, no, in gre. No, in tako smo prispeli do konca današnje epizode. Upam, da vsi, ki ste nas spremljali, ste uživali in ste tudi kaj naučili. Videli smo, kaj pripotništvo prinese, kakšne nauke ste vidva doživela s tem in jih sedaj delite dalje. Tako da velika zahvala gre vama, da ste danes bili z nami in da ste delili vajne osebne izkušnje. Posnetek te epizode bo objavljen na YouTube kanalu Popotniškega združenja, lahko ga pa poslušate tudi v obliki podcasta na temo namenjenih aplikacijah. Več o Tomovih izkušnjah in izkušnjah Toma in Bojane lahko preberete v njunih delih, dokumentarnih delih, ki nagovarjajo ravno te tematike in si tako tudi več podučite o tem. Do naslednjič, lahko rečem, bodite radovedni in lep pozdrav, tako da bon vojaž. Hvala za povabilo, srečno. Srečno, ja.